Začetek tega tedna je premijer Netanjahu podal dramatično trditev o Južnem Libanonu in dejal, da so nekatere krščanske vasi prosile, da bi jih Izrael priključil zaradi zaščite pred Hezbolahom. A vendar libanonski lokalni uradniki zdaj ostro nasprotujejo in pravijo, da nikoli niso prosili za priključitev ter želijo ostati Libanonci. Županja krščanske vasi Kalatayub je po poročanju dejala: "Ne želimo ne Izraelcev, ne Hezbolaha. Naj se pobijajo med seboj in nas pustijo pri miru." Za nadaljnjo razpravo se nam zdaj pridružuje upokojena Major Shadi Kanul, nekdanja častnica IDF v varnostni coni Južnega Libanona, pa tudi ustanoviteljica in predsednica Galilejskega aramejskega centra. Shadi, veseli smo, da ste z nami na I24 News English, še posebej zaradi vašega pogleda. Služili ste v libanonski varnostni coni. Obiskali ste veliko teh libanonskih krščanskih vasi. Ko slišite Netanjahuje reči, da so nekatere izmed njih prosili za priključitev Izraelu, se vam to zdi realno? V redu, ja. No, na to vprašanje moramo pogledati z dveh zornih kotov. Eni so libanonski, sirski, maronitski, krščanski državljani. Od teh iz te regije pravzaprav govorimo o približno 5 glavnih vaseh: Klea, Maržajun in Rmeš, Deir Bah in Ain el-Bal. Te so pravzaprav zelo blizu izraelske meje. Pravzaprav so bile prej ogrožene strani Hezbolaha. Pravzaprav se tudi zdaj počutijo ogrožene strani Hezbolaha, saj vasi še vedno obstajajo in prebivalci še vedno živijo v njih. Poleg tega pa niso bili udeleženi v vojni proti Izraelu. Tako smo slišali, da nekateri teroristi Hezbolaha poskušajo maščevati tem ljudem, ker niso dovolili tem teroristom vstopiti v njihova mesta in sodelovati ali pa uporabiti ta mesta kot človeški ščit za napad na izraelska mesta ali vojake. In zaradi tega smo slišali, da so nekateri uradniki v teh mestih, vključno z duhovniki, v različnih intervjujih povedali, na splošno so opozarjali libanonsko vlado, če se dejansko odpoveste tej varnosti, temu območju in če vas tukaj več ne bo. In umaknili ste svoje libanonske oborožene sile. Libanonske oborožene sile so se umaknile iz naših mest, zdaj smo pod Izraelom. Izrael pa je daleč severno od njihovih mest. Nimamo druge izbire, kot da prosimo Izrael za pomoč. To smo slišali v različnih intervjujih. Zato me ne preseneča, da slišim takšne izjave Benjamina Netanjahuja ali trditve, da nekateri ljudje prosijo za aneksijo. Z izraelske strani bi rekel, da se z tega območja ne bomo umaknili, in ker se z tega območja ne bomo umaknili, dokler Hezbolah ne bo razorožen, so ta mesta pod našo odgovornostjo. In če je pod odgovornostjo, in to smo videli v preteklosti, in lahko vam dam primer druških mest na severnem Golanu, imamo priključitev celotnih golanskih višin, nismo prosili nikogar za dovoljenje. To je bilo vprašanje nacionalne varnosti za Izrael. In danes so ta druška mesta, njihovi prebivalci imajo izraelsko državljanstvo. Torej imamo primer iz preteklosti in morda bi lahko bil enak primer narejen tudi v tej regiji. In še lažje je to narediti v teh mestih, ki so zelo blizu in tik ob izraelski meji. Nekatera od teh mest so oddaljena le 1 kilometer od izraelske meje. Zato me ne preseneča, da se bo to dogajalo v prihodnosti. In če bi bil jaz na njihovem mestu kot maronitski državljan, kot so prebivalci teh mest, ki so prav tako maroniti, bi tudi jaz zaprosil za priključitev Izraelu. Veliko bolje je živeti pod Izraelom, kot pa ostati v tem bednem življenju, kjer te ogroža Hezbolah in federativna država, ki se imenuje Libanon. No, ko pogledaš Hezbolah in njihovo pripoved, se pogosto pritožujejo, da branijo Libanon pred Izraelom. Torej, ko govorite o aneksiji ali izraelski varnostni coni, ali to krepi pripoved Hezbolaha? Ne, mislim, da ne. Ravno nasprotno, ti državljani so vedno ogroženi strani Hezbolaha. Tudi pod Hezbolahom so bili zatirani. Naj vas spomnim, v Ain el-Bal, na primer, eden od aktivistov, ki je iz libanonske stranke Balanch Forces,
Dejansko ga je Hezbolah ugrabil in ubil samo zato, ker je bil politično aktiven v stranki, ki je dejansko proti Hezbolahu. Tako so bili ti ljudje res zatirani in so se bali za svoje življenje v teh mestih, ter so živeli vsakdanje življenje, ne da bi sploh lahko svobodno živeli v lasti državi. Torej, povem vam, kot maronit, kot oni, bi jih pozval, naj jasno zahtevajo priključitev Izraelu. Ker je veliko bolje živeti pod Izraelom kot kristjan, kot pa ostati s temi teroristi Hezbolaha obkrožen z šiitsko skupnostjo, ki so jim zelo, zelo sovražni in bi se jim lahko celo maščevali samo zato, ker so kristjani, kot so to storili v preteklosti v 20 letih prejšnjega stoletja. In oni iz Ain el-Bahra, iz Bin Džbejla, naprimer. Šiitski muslimani so napadli Ain el-Bahr samo zato, ker so prosili, da bi bili Libanonci in del tega velikega Libanona. Tako imamo ta strah, resničen strah za te državljane. In pravzaprav bi o tem zelo skrbno premislil in če bi bil na njihovem mestu, morda zaprosil za priključitev in da bi bili del naše države ter zaščiteni strani Izraela. Močno sporočilo našim sosedom čez mejo. Upokojeni major Shadi Khalil, lepo, da ste danes z nami na i24 News English. Cenimo to.